Smo in kot obljubljeno na dan, ko se začenja čisto zares naš festival Lent, teden, ko je Maribor najlepši tukaj, narodni oče oziroma direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina. Gogo, dobro jutro. Dobro jutro, poslušalkam, poslušalcem, tudi tebi. Tak si poln energije, tako kot se spodobi. Ja. Torej, tako v parku rečemo, gibčen, prožen, vsega zmožen. Res je. Verjetno še pred Jupijem, ampak... Jupija ni bilo, ne? Ne, absolutno. Ampak v zelo zanimivi majici, ki jo pa je obleče še enkrat na leto samo. Jo, to pa je majica, ki so jo naredili otroci na otroškem Lentu leta 98. Daj si, no. In takrat, in taka kača se vije okoli, na roko so narisali, vse menda je kamera, se vidi. Ja, lepa je, ja. Ja, no, naredili so jo otroci in takrat je tista gosenica imela zadnje leto 2018, torej tu so se zeznili, zdaj gre še naprej, mogoče mi bojo novo naredili, ampak res meni ljuba, kultna majica, darilo otrok in res jo z veseljem ovečam. Absolutno, in je ena posebna simbolika tudi o tem, ker na nek način se z otroci vse začne, pa tudi na nek način, ne bom rekel, da konča, ne, ampak ko zrastejo, pridejo novi in tudi to je en tak leitmotiv, se mi zdi zdaj. Ne? No, torej, in tisti, ki so bili otroci 98, imajo zdaj že krepko svoje otroke. Se to, če so bili pridni, pa so delali. Festival Lent 2026, Gogo že v štartu, to je pač nekak ta moja mantra, ko smo se pogovarjali veliko o tem našem festivalu, da veš, da je festival dober, če si že na začetku jezen, ker ne boš mogel vse videti, ker se ti mogoče kdaj kaj prekriva. To je za nalašč. Ja, se vem, se to delate. Se hvala vam, ne? Ne, ampak ja, program je super tudi letos. Ne? Jaz mislim, da je, potrudili smo se maksimalno, treba pa je vedeti, da so poletele cene bendov v nebo. Torej. In če zdaj gledamo današnji koncert Dubioza, ne gre več kot 2500 ljudi na ta žal premali trg, torej, in ogromno jih bo ostalo zunaj. Po drugi strani je pa težko narediti za 2500 ljudi, torej pripeljati bende res, da bi bilo to finančno vzdržno, da bi se pokrilo, se ne želimo nobenega profita, tako da, ja, to je težava. Ampak ravno zaradi tega pa imamo še ne vem koliko drugih prizorišč po mestu, ki laufajo seveda simultano ob tem in dokler so v mestu vsa prizorišča polna, torej dokler sedeža ne moreš dobiti, jaz mislim, da smo na pravi poti. Ja, absolutno, da ste in zdaj je mislim, tokenih zgodb je znotraj tega našega festivala, toliko festivalov, znotraj festivala seveda tu je jasno, da ta osnova za vse, kar je folk art, ne, potem meni zelo ljuba Ana Desetnica. 30 že letos. Torej, nastala je v Mariboru in 3 leta je bila v Mariboru, šele potem je šla v Ljutomer, vse to je Ljutomer, LJ registracija. Ja. Torej, šele potem so šli, zaradi tega so bili Desetnica. 20 je že stand-up. Ja, tudi to je bil v bistvu na nek način se je tu orala ledina, ne, ker se je tudi na nek način stand-up takrat začenjal v Sloveniji zares. In tudi tu ste bili na nek način vizionarji, ko ste vse te stvari pripravljali. In zdaj, ko pogledaš kot pač direktor, ne, na ta festival, kakva je tvoja, recimo, spremna beseda za vse, ki bomo hodili in prihajali? Sreča naj vas spremlja, sen vam je dan. Spremna beseda, ja. Ne, torej, seveda tako kot vedno rečem, pa tudi ta najn razgovor bom zaključil, potem začnimo tudi to poletje na Lentu. Jaz bom rekel še to poletje na Lentu. Še to, ja. Bil sem opozorjen, da sicer je res, da... Ne, to, da grizeš, ker te dovolj dobro poznam, ampak da ne smemo pa dosti govoriti o tem, da je to tvoj zadnji Lent. No, to je zadnji, na katerega pridem, sigurno ne. Ne, to ne, seveda, absolutno ne. Kot se kaže, pa mislim, da je seveda na koncu čas, da najverjetneje, bom povedal do konca Lenta še. Aha, boš povedal. Ja. Ni še 100%. Ja, torej ne, najverjetneje seveda temu je tako, ampak moramo še videti, podpisati. Ampak ja, mimo tega, mislim, redko kdo ima, da lahko v našem mestu reče, da je to pač neko življenjsko delo, ampak če pustimo samo Lent ob strani, koliko zgodb, koliko služb, koliko spominov, koliko ne nazadnje otrok, koliko parov, zvez, koliko vsega
se je zgodilo zaradi ene ideje, ki si jo imel ti. Glej, Gogo, to pa je ena taka stvar, mimo katere ne moremo. Ne? In to nikoli je tudi ne moremo reči, ne more iti za moje zasluge. Seveda so neke stvari, ampak veš, in to ni fraza. Prvi med enakimi, si drugače ne mogo piti z njimi po mestu. Ja, sej, bi sam hodil, pa bi gledali čudaka. Pa pol prej sledi se. Mate, kaki evro. Kaki evro, mogoče. Ampak ne, Gogo, ti moraš vedeti, da si sem ne brez neke nepotrebne patetike, zdaj govorimo samo o dejstvih, pač si zavedno del zgodovine našega mesta. Ti. In to, gledaj, to moramo povedati, jaz se upravičujem, ampak nisem hotel zdaj te v neugoden položaj spravljati. Sej, hvala lepa. Pa sej bo še marsikaj zadelati na koncu. Seveda, da bo. Da vaš bivši Bor ne bo na koga nažgal, mogoče gre za župana. Ja, ne vem, postavi se vrsto. Vaš da ni šanse, tisoči. Ampak čiza res je pa festival Lent ta, ki se torej letos, bom rekel tak, še nekako bolj, ne vem, to je bilo eno vprašanje, ki se mi vse skozi nekako pojavlja v mislih. Se mi zdi, da je letos vse skupaj nekako malo bolj, pa ne vem zakaj. Ne, ljudje so se verjetno veselili. Poglej, imamo neko svet je v božji materi, torej na koncu. In ljudje si želijo nekaj prijetnega in to je to, kar smo mi že zdavnaj gotovili in skušamo dati ljudem nekaj, kar rabijo, pa niti ne vejo, da to rabijo. In zaradi tega je verjetno nekaj v njih seveda tlelo. Tu polno glavo imamo politike, tega butastega Trumpa, ne vem kaj, posod se nekaj dogaja. In tu je pa zdaj fajn in svet pripeljamo sem. Maribor bo kozmopolitski in ljudje so se navadili, vejo, da je v tem času fajn. Tako da verjetno to pričakovanje je seveda takšno. Po drugi strani pa si upam trditi, torej sponzorji so nam pomagali, zgleda, da ne bomo pušli. Ja, še dežja ne bo in uspeli smo finančno pokriti, kar je pa po drugi strani moja glavna naloga, zaradi tega, ker kdo je to videl, torej na koncu zapraviti, pa ne imeti potem zaplačati račune. Tega nismo nikoli naredili. No. In zaradi tega, to smo hotel reči, se upam po ta program podpisati. Letos je program dober. Na koncu vse za drugo leto niti več ne vem, kaj bi dal na glavni oder, ker one stvari so pravzaprav predrage, ne zaradi drugega. Ampak, ja. Pa še ena stvar mogoče okoli tega, ko si me vprašal. Ne. Torej, v vsakem primeru moj mandat neha 13. oktobra prihodnje leto. In to ni konec leta, se pravi, naj grem, naredim super program, zapravim, pol pa in drugi plačuje to. To je pa nesramno. tudi skregano z mano, tako da. Mi imamo izraz za to v Mariboru, to bi bilo pizdunsko, ne, ampak tega pa pač. Ja, res je, ne, to se ne dela enostavno. Gogo je naš gost danes zjutraj v Lentu, ki se začenja danes, debatiramo, nadaljujemo, takoj potem. V tem studiu Vladimir Rukavina, Gogo, na dan, ko se začenja festival Lent 2026. Gogo, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Ja, zdaj se začenja še enkrat ta teden neprespanih noči. Ne? Vse se že začelo, včeraj smo imeli prvi koncert. Ja. Pa tu imamo torej, bivše in bodoče direktorje Evropskih prestolnic kulture, ki pridejo sem gledati, kaj mi delamo, ki bojo pogledali naš inovativni bi-koncept, to je v soboto ob 2 v Sodnem stolpu, torej vsi vabljeni je odprto, brezplačno, no in to pomeni, da se bomo dali prežaklati maherjem od drugot, pa da vidimo, če delamo v redu ali ne. Mi tako vemo, da v redu. V redu delamo, samo ne smemo tega povedati, tako da ne drugi povedati. Ampak ne, se vsako leto naš festival dobi številne nagrade. Res je. Vsako leto praktično. No, ampak pri bi-konceptu pa gre za nekaj drugega. Torej, bi-koncept je, šli smo na čebele. Od čebel se učimo na koncu, od opraševanja, skrb za roj in tako naprej in tako naprej. In kaj dela naš festival za razliko od drugih? Opraševanje? Ja, absolutno. In kaj dela naš festival za razliko od drugih? Torej, nagovarja probleme današnjega časa, o tem smo se prej ravno pogovarjali. Od migracij, problemov, torej manjšin, do tega, kaj počnejo recimo ženskam in tako še in še bi lahko okolje, vse te stvari nagovarjamo. Torej, ne samo, da damo neki oder, na katerem špilajo, pa se derajo dol, ne, ampak razmišljamo res o vseh teh stvarih. In ta bi-koncept je objavljen na naši domači strani. Malo resnosti, idite, čitajte. In morda da to eno drugo dimenzijo doživljanja festivala potem, ne? Absolutno.
Wow. IFA, Svetovno združenje festivalov, je to že pripoznalo, tako da zdaj upam, da bodo tudi direktorji Evropskih prestolnic kulture, bivši in bodoči, tudi to pripoznali, ker potem bo pa mogoče še Maribor pripoznal. Ne bi držal sape direktno, ampak se veš, težko je biti prerok v domačem kraju, pravzaprav najtežje. Ponoma jasno. In vse fajn, ker tudi vse skozi to me zanima, kako opažate v zadnjih letih, ko govorimo, ker vedno se je govorilo o tem, da se premalo oglašujemo zunaj, premalo ljudi pripeljemo iz tujine, premalo iz Avstrije, premalo iz Hrvaške. Kako recimo opažamo na tem področju? Ja, torej problem je, mi komaj konec koncev skrbamo, da lahko plačamo programe, seveda te stopnice, ki jih prodamo. Torej, to ne pomeni, da bi toliko več stopnic na koncu mi prodali, res pa je, da bi lahko prišlo v mesto še dosti več ljudi. Pozna se, verjetno bomo danes naprej videli, da jih seveda bo več. Dosti boljše sodelujemo z Zavodom za turizem, kot smo. Podpirajo nas neprimerno bolj, ampak jaz še vedno mislim, da bi morali od tu do Graca pa proti Celovcu 500.000 ljudi je v tem bazenu, da bi jih morali nasrati, da pridejo sem jest, piti se, veseliti in tako, ker Maribor je v tem cajtu res najlepši. Res je. Tako da tu bi bilo pa treba še investirati, verjamem, da oni nimajo dovolj denarja, torej na koncu mi ga absolutno nimamo, ampak tu še vidim rezerve. Evo. In to je morda izziv tudi za prihodnje festivale, tudi zdi se, da je zdaj ta format, kot je, da kar stoji. Bili so lenti, ki so trajali dlje, bili so lenti, ki so bili bolj skoncentrirani geografsko. Hvala Bogu, da nam je takrat Fišter denar vzel, ker ne vem več, kako bi sfinancirali. 17 dni, pa kaj snimali. Ne pa hvala Bogu, da nam je takrat vzel plavajoč oder, on ga je prvi vzel takrat, potem ga pa nam je lepega vrnil, torej takega, kot ga ni bilo še, zdaj ga pa zopet več nič. Ja, to je morda edino to, kar pač res pogrešamo. Ja, to je moja bolečina na koncu. Ker mesto Maribor pa Bregenz, 2 plavajoča odra sta bila torej, na koncu, sploh v Evropi, kar jaz vem. Vsako mesto ima trg, kamor postavi oder, pa se gre festival, ampak nismo bili na Dravi. Torej, to je nekaj drugačnega. Zaradi tega se je splačalo priti v Maribor. Zdaj neki kolegi moji tujci prijo, pa kaj nimate plavajočega odra? Več tako, te pa že dolgo nisi bil tu, ker ga že pač žal, kar nekaj let nimamo. Ja, in s tem plavajočim je seveda povezana tudi tista tvoja zgodba o Labodjem jezeru in Labodih, ki so se mi pripeljali. To skozi lapam, torej na koncu. Ne morem drugače. Predstavljaj si, idi gor na tribune, polno je vse, taki mesec velikanski je mater, in potem gledaš dol in oni plešajo male balerine, Labodi pa pridejo, pa se čudijo, pa tako gledajo. Fantastično, perfektno je. Ja, pa tako sperutko ne bi mi to tako naredili. Ok, Gogo, seveda je, kot smo rekli, program na voljo. Veliko vstopnic je bilo že prodanih za številne prireditve, ki so že razprodane in smo veseli, da je tako začenči oziroma na čelu z današnjo Dubiozo na glavnem odru. Tako da, če kaj želimo je, da bo ta lent še enkrat več legendaren, kar ne dvomimo, ker ne nazadnje festival smo ljudje, ne samo program. Program je lahko kaki češ, pomembni smo ljudje. Veselim se danes prijatelj, ker oni so naši prijatelji, kako čago so nam after naredili enkrat v seni sobi. So resno po mizah, pa to je najboljše. Zekira pa je čevape prinesla, tako da je bilo super. Poglej, kaj so naredili zdaj na koncu, himna, I am from Bosnia, take me to America, vsi to pojejo, vsi poznajo, torej imamo res prave zvezde v tem. Ja, absolutno. Pa jutri, Laibach je ravno tako. Ja, nič smisla reči. Če bojo prišli ljudje gledati stare Laibache, so se fejs zezli, to je nekaj čisto novega. Ker je to ena taka fluidna, ta noje sloveniše kunst, ki kar raste in vse skozi, ampak Laibach so tudi eno od kulturnih in glasbenih dejstev. Ne samo Slovenije, ampak Evrope. In ogromno je teh imen svetovnih zvezd, ki so tudi letos tukaj pri nas. Tako da, Gogo, hvala lepa še enkrat za čudovit program, ki ste ga pripravili in kako pravimo, naj se poletje začne na Lentu? Pričnimo tudi to poletje na Lentu. Tako. Vladimir Rukavina, Gogo, je bil naš gost. Hvala in se vidimo na Lentu. Čau.